Ja, današnji sprehod od Brzic do Jazbic, od Savskih Brzic do Savskih Jazbic je končno uspel. 2 leti je bil v našem planu dela, pa žal zaradi različnih faktorjev, tega, da se vsi nekako partnerji dobimo do raznih, bom rekla, težav s poplavami in naplavinami, ki so nam onemogočale dostop do Save, je danes končno realiziran. Vreme nam služi, nismo se ga ustrašili. Udeležba je mogoče ni tako velika, kot bi si želeli, ampak glede na to, da je danes en tak dan povezan tudi s čistilnimi akcijami. Včeraj smo praznovali Mednarodni dan voda oziroma Svetovni dan voda, kar je spet tudi neka simbolika z današnjim sprehodom, tako da se mi zdi, da vseeno, tudi če nas je malo, bomo to neko sporočilo vsem predali naprej. Namen danes je bil, da opozorimo na te majhne, velike reči, kot jim radi rečemo, ki so nekje tako pred našim domačim pragom, pa so, ne glede na to, da je bil čas korone in tak dosti temen čas, mogoče splavale tudi na površje in smo domačini, Brežičani in pa okoličani spoznali tudi te skrite kotičke, ki so drugim mogoče manj znani. Namen je tudi, da opozorimo na ta svet, ki bo počasi izginil, žal zaradi verjetno predvidene gradnje hidroelektrarne. Smo tule na Brzicah, preko te trase bo potekala tudi nova obvoznica, tako da je to res so nekako zadnji trenutki, da si ta svet ob Savi, ki je še tak, kot je bil kar nekaj časa, ogledamo in si ga zapomnimo, dokumentiramo, vtisnemo v spomine, zapišemo kakšno zgodbo, poslušamo tiste, ki so tu mogoče kot otroci se kopali, živeli, se spominjajo mrtvic, mivkastega dna, školjk in podobnih lepih stvari. Ja, v letošnjem letu, tako kot vsa leta do zdaj, je naša želja oziroma naš plan dela ta, da opozarjamo na te majhne in pa velike zgodbe v mestu, na pomembne ljudi, na pomembne obletnice. Letošnja recimo ena taka velika obletnica je 120. obletnica rojstva Ive Stiplovšek, muzealke, potem obletnica industrijskega obrata družine Trepo. Še vedno bomo sodelovali ob kakšnih teh mestnih dogodkih, eno razstavo spet mestno predvidevamo, panojsko, in pa seveda se povezovali z ostalimi društvi pri različnih obletnicah. Je pa naša želja letos oziroma tudi v načrtu, da se kot člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije povežemo tudi z drugimi društvi in sicer letos načrtujemo eno ekskurzijo v Gorenjski konec. Praznovali bomo tudi 110. obletnico vodovodnega stolpa, tako da tem tudi v letošnjem letu ne bo zmanjkalo. Tudi turistično društvo Zakot Bukovšek Trnje se je skupaj z ostalimi 3 društvi danes podalo na tale zanimiv pohod po savskih čudesih. Predvsem našo vodilo pri tem sprehodu je predvsem povabiti domačine, Brežičane, pa tudi te obiskovalce naših krajev, da se posvetimo delu narave, ki se dnevno spreminja zaradi naših posegov v prostor, pa tudi zaradi narave same. Bomo evidentirali, bomo fotografirali, bomo se tega spominjali v prihodnosti, če teh čudes več ne bo, vendarle se nam pa zdi ta prvinska izkušnja, da to gremo res sami prehoditi, prečuti ta blagodejen vpliv vode, Brzic, da gremo pogledati jezbice, ki so jih kot tehnično-vodarstveni objekt umestili na brežino Save z razlogom preprečevanja erozije in ob njih so se z leti pač naredile take prijetne lagune, plažice. Lanska poplava je seveda vse to skupaj dodobra spremenila in ta izkušnja tega sprehoda, neposrednega, bi rekla, obiska te narave se nam zdi neprecenljiva. Zato pozivamo v bistvu vse domačine, pa tudi vse obiskovalce naših krajev, da si Savo kot našo največjo reko v tem spodnjem delu toka, kjer je ostala še taka, zaenkrat taka, kot je, ogledamo večkrat, posebej v tem spomladanskem času, ker kasneje je žal pretežni meri že zarasla s temi invazivkami, ki nas preraščajo s tem japonskim dresnikom.
in ostalimi. Dobrodošli tudi kak drug dan, sicer pa mislim, da bomo ta društva vsaj še enkrat ali dvakrat letos organizirali podoben sprehod. Primeren je za malo težje, malo bolj adrenalinske in pa tudi za običajne pohodnike. Seveda, sodelovala sem na občnih zborih sosednjih turističnih društev in jim predstavljala že pred leti to idejo in v bistvu so bili navdušeni, ker dejansko res domačini, Brežičani se redko kdaj sem podamo, kaj šele drugi prebivalci občin in gotovo ta meddruštvena sodelovanja so lahko tudi na kakšnem takem pohodu. Torej, današnji akciji se pridružuje tudi Fotoklub Brežice. Mi zelo podpiramo sodelovanje z različnimi društvi. Tako smo danes tukaj z Društvom za oživitev mesta Brežice, z turističnim društvom Zakot Trnje. Ogledali si bomo, kot je že bilo rečeno, Savske brzice in pa tudi jezbice na Savi, ki počasi izginjajo, kajti z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice bo verjetno to vse poplavljeno in ostali bodo še spomini. Tako da je vredno si to ogledati, ob tej priložnosti tudi ostale, ki vas nekako zanima narava, ki je blizu, da si gledate, uživate. Vsekakor pa glede na to, da so danes čistilne akcije in da je tudi ob Savi kar veliko smeti, prosim, smeti odnesete s seboj. V glavnem, na tem mestu, ko je ta pošavnina, te prelomnice, je bil tukaj nekoč, ko sem bil jaz majhen, ko sem živel ob Savi zelo rad, je bil ta še ena savska mrtvica pod tem kotom, tako je šla zgor. Mi smo rekli, da imamo mlakca. Mlakca, dolga je približno, ne vem, po sedanjih spominih, enih 100 metrov recimo. Imela je prijetno za otroke mehko peščeno dno po celi dolžini. Temperatura je bila stalna okrog 28–30 stopinj. Note so bile take velike školjke, so bile ribe, ki nismo v Savi videvali, ne? In bila obraščena z vrbjem, mladim vrbjem. In ta mlakca, to je bil za nas en raj na zemlji. Tu smo se igrali, tu smo se skrivali, smo delali take hiške med tem vrbjem, ne? In vedno v te tople vode smo prav uživali. Baje, da je bil nekšen termalni izvir, najverjetneje, nimam uradnih podatkov o tem, ampak bila je temperatura res nadpovprečno višja od Save. In ta mlakca je bila res eno tako prijetno prosto za igranje nas otrok. Malo naprej, ko ta ovina začne, je pa takšna velika prodnata plaža. Rekli smo Šuder. Tu se šli kopati na Šuder, in smo se potem iz Šudra smo šli na te brzice, da se je Sava potem sama odnesla. Samo si se sedel na tla in ta Sava nesla sedečki naprej. In ta Šuder, to bo taka krasna naravna plaža, tu smo hodili otroci iz Mosteca, tudi iz Sev so prihajali sem, in to je eno res poletno uživanje nas otrok ob tej Savi. Mrtvica je bila pa tule. Tako je, tako je šla, ja, tako je, ja. To je pod kotom. Imela je tak ozki pa plitvi izhod v Savo, tam plitvina, potem se je poglobila in se je potem takole zaokroženo končala in šla potem nazaj. Ja, tu se je začela, tam nekje se je končala. Ta taka polkrožna zaključek je imela, in kot se je peščeno dno, školjke, uživance za nas otroke.